Tako, lepo pozdravljeni še v imenu projektne ekipe Industriopolis. Tudi nam jo je bolezen, bom rekla, zdravstveno stanje in pa službene obveznosti so malo zagodle drugim članom ekipe, tako da bom sama v svojem imenu predstavila ta naš projekt. Za kaj gre? Že Mika je povedala, gre v bistvu za integralni turistični produkt, ki obravnava industrijsko dediščino Maribora. Kot verjetno veste, Maribor je bil drugo največje industrijsko mesto nekdanje Jugoslavije in ta industrijskost oziroma ta delavska zapuščina je v srčiku mesta še vedno tako zelo vpeta, da kljub temu, da so se družbene razmere zelo spremenile v vmesnem času, ljudje še vedno živijo, kot da bi pri nas industrija tekla, čeprav tovarn v takšni obliki, kot so bile včasih, ni več. Mi smo prijavili celosten program, to smo že v prijavi in kasneje tudi poudarjali, povsod se pojavljata besedi celosten in holističen. Zakaj? Ker smo obravnavali tematiko od začetkov mesta skozi obrt, trgovino, kasneje manufakturo, nekdanjo industrijo in pa tudi aktualno industrijo. Pri čemer se nismo osredotočali samo na industrijske obrate, marveč tudi na stavbno dediščino, številne recimo te delavske kolonije, ki jih še vedno imamo v mestu, potem tudi na osebnosti industrialcev in pa tudi na življenje delavcev, na to, kako so se družili v prostem času, kako so živeli in kako so z mestom dihali. V bistvu, tako bom rekla, ta vodena turistična tura, ki je bila končni rezultat našega projekta, je bila projektna tura. Iz tega se bodo sedaj delali tržni produkti v osnovi še niso do konca narejeni, čeprav bom na koncu povedala, kaj se je po projektu dogajalo, ampak hočem povedati, da mi na tržišče še nismo šli, to bodo modularni produkti, ker ta naša testna tura je trajala dobrih 9 ur, pa smo izpustili kar nekaj ponudnikov, to bi bilo malo preveč naporno in zapleteno, tako da iz tega se bodo potem naredile krajše ture, delali smo tudi evalvacijo, na koncu to bodo bodisi recimo samo obrtna tura z obrtno delavnico, lahko so posamezna industrijska območja, tisti, ki poznate Maribor, Tezno ali Melje ali Studenci, tudi z Limbušem smo se povezali, potem je ena opcija samo nekdanja industrija, lahko je samo obstoječa industrija, lahko je samo določena vrsta industrije, recimo tekstilna industrija, to se bo dalo potem kombinirati poljubno tudi glede na želje obiskovalcev. Zdaj, zakaj smo se odločili za ta projekt? Zaradi tega, ker sem v bistvu sama prepoznala, da za to vrstno tematiko vlada veliko zanimanje. Sama vodim v rovih Tezno, ne vem, če to poznate, pod nekdanjo tovarno tam, največjo tovarno avtomobilov in tovornjakov v nekdanji Jugoslaviji, je v času druge svetovne vojne delovala tovarna letalskih delov Štajerska, kjer je bila v bistvu nacistična tovarna pod vojno v času druge svetovne vojne in opazila sem, da se te ture udeležuje veliko, bom rekla, drugačne ciljne skupine gostov, kot pa gostov, ki pridejo recimo na klasični Maribor, na turo po centru mesta, ker si ogledamo osnovne te neke osrednje mestne znamenitosti. To pomeni, da so se ture udeleževali ljudje, ki se mogoče v prvi vrsti ne bi odločili za turo, veliko je bilo takih, ki v bistvu ne marajo turističnih vodenj, ogromno je bilo nekih tehničnih kadrov, različnih podjetij, društev, tu govorim predvsem vojaki, gasilci, lovci, tako, če smo zelo malo, mislim, zelo stereotipni, no in se mi je zdelo, da bi to bilo smiselno. Čeprav po drugi strani sem pa imela blazno dilemo, zato ker je na to temo bilo že veliko napravljenega, ampak ni šlo pa za tržni produkt. Torej mi nismo imeli v mestu oziroma še vedno nimamo nekaj, kar bi lahko v vsakem hipu ponudili turistom. To so bile zadeve, ki so jih izvajali muzeji, v sklopu nekih dogodkov, nekih projektov so se izvedle enkrat na leto, ni pa bilo tega v nekem rednem programu. Zato smo rekli, da želimo oblikovati tržni produkt zelo vezan na identiteto mesta, potem tudi oblikovati nova turistična območja, vse te cone so dejansko tudi poslovno-industrijske cone še danes, tja turisti načeloma ne hodijo, večinoma gredo ljudje v mestno središče in ne rečejo, ne vem, grem po Tezno, ker je tam tako blazno fino. Zdaj o povezovanju mogoče malo več, povezali smo, jaz pač vedno gledam, da pač vključujem vse te stebre kreativnega turizma in lokalna skupnost je to zelo močna, tako da mogoče bi zdaj kar preskočila malo, ste si prebrali, gre to naprej? No, stiskam. Kaj za? Moram tukaj kaj, ali tu ne raje? Pardon, ja, nekaj je. Ne. Tako, no, zdaj bom kar skočila k ekipi. V ekipi je bila, tu pa je nekaj
malo je prišlo do zmešnjave ni kompatibilno verjetno. V glavnem Ivana Vnuk, ona je pri nas skrbela za administracijo, za organizacijo, za PR, opravljala je intervjuje z deležniki, imeli smo številne pričevalce, o tem tudi nekaj več kasneje. Igor Vnuk je skrbel za digital, torej spletna stran, socialna omrežja, vsa foto, video produkcija, izdelava AR vsebin. Sama sem skrbela za vodenje projekta, za vsebinsko oblikovanje, spisala sem scenarij in kasneje sem tudi izvajala ta projekt na testni turi. Z nami sem zelo vesela, da se je udeležila naša mentorica, mentorstvo verjetno veste, je bilo obvezno po projektu, mi se z Natašo nismo poznali, Nataša je drugače vodja Enigmariuma oziroma Escape Rooma, specialistka za igrifikacijo, tokrat pa je bila bolj v vlogi mentorice na področju trženja in prodaje, področjih, kjer nam manjka znanja, in pa svetovala je tudi vsebinsko, glede na to, da ima izkušnje s tem doživljajskim turizmom. Zdaj, kar se tiče deležnikov, mi smo vključili na koncu več deležnikov, kot smo jih primarno planirali. To so bili določeni strokovni partnerji. Naš glavni strokovni partner je bil Muzej narodne osvoboditve Maribor, ki se ukvarja v bistvu z tole moderno zgodovino, nekje od druge polovice 19. stoletja dalje, torej od industrializacije. Z njimi smo se dobivali vsak teden na Zoomu, Saj, če omenim, to je bil v bistvu največji problem, je bila korona, Ogromno stvari je bilo zaprtih, tudi PAM, kjer tu je omenjen Pokrajinski arhiv Maribor, je bil zaprt skoraj ves čas. Z Natašo smo se recimo prvič osebno srečali na testni turi, Tudi v muzeju smo bili samo enkrat na obisku, ostalo pa pač vse preko Zooma, tako da smo bili okrnjeni malo pri samem raziskovanju. Naslednji strokovni partner je bil Pokrajinski muzej Maribor, oni so pa v bistvu bili glavni za obrtno dediščino, ker oni imajo tudi en svoj produkt Poti obrti, ki jo bomo lahko tudi združevali. Pol so pa bili številni ostali partnerji, od tehle aktualnih podjetij, če omenim, moram zelo pohvaliti, sem bila presenečena, če so s kakimi turističnimi podjetji bili problemi, z gospodarstveniki ni bilo nobenega problema, vsi so bili takoj za akcijo. Govorim o Marlesu, Slovenske železnice, Vleka in tehnika, potem je TAM Europe, to so ti prevzemniki TAM-ove licence, ki delajo te nizkopodne letališke avtobuse, sicer jim slabo kaže, ampak dobro, bili so za sodelovanje. Potem smo recimo to zadevno tudi s Končarno se pogovarjali, ki je edini naslednik v bistvu MTT-ja, tisto imajo recimo Američani. Potem smo sodelovali z Dravskimi elektrarnami Maribor, z Zavodom za turizem, z Drava centrom, kot piše, Turističnim društvom Maribor, potem smo Avtoobravni, kjer smo imeli enega starodobnika, saj vam bom turo takoj pokazala, potem tudi z društvom šoferjev in avtomehanikov Maribor, potem Fani in Rozi, to je namestitveni obrat zdaj ob Lentu, tam smo z njihovim tudi barom sodelovali, pol je bila gostilna pri Moniki, Moja kavarna, Vinak in verjetno sem še koga izpustila. Tako da, potem so bili pa še številni posamezniki, to ta slikica prikazuje, številni posamezniki, to so pač ljudje, ki so nam pomagali. Zdaj, če bom koga posebej izpostavljala, bom komu drugemu naredila krivico, Potem smo naredili fokusne skupine na posameznih industrijskih območjih, kjer so se ljudje pač sami prijavili, smo napravili poziv in pa številne pričevalce smo pridobili, tako da smo poslali enih 22 različnih intervjujev, pa še zdaj imamo na lagerju, ko nadaljujemo, mislim, da 40 ljudi čaka, ljudje se nam kar redno javljajo, recimo en tak lušen primer, ena gospa se je javila Maribor, ki pač je slovel po tej tekstilni industriji, je imel v tistem času ogromno manekenk, je rekla, da je bila manekenka v 60 letih in je delala za te tovarne in da bi recimo kaj povedala, tako da, to. Zdaj, to sem že vse, torej povezovanje, pol raziskovanje, imeli smo številne strokovne ekskurzije, tudi tu je bil kar velik problem zaradi tega, ker smo jih morali potem izvesti v 2 mesecih in pol, nekje od druge polovice marca pa do junija, ko se nam je projekt iztekel. Obiskovali smo pač inštitucije, ki se ukvarjajo z industrijskim turizmom, malo smo pa tudi morali improvizirati, zaradi tega, ker niso vsi bili odprti. Recimo primer, če navedem, Muzej elektroprenosa Fala Laško, Muzej usnjarstva Šoštanj, Muzej pivovarništva, kak je že pivovarništva in tam v Laškem. Ne veste, ne poznate? Boste šli pogledat. Pivovarništvo in hmeljarstvo, pivovarništvo, hmeljarstvo, pa smo bili na Ptuju, rovi pod Ptujskim gradom, kjer imajo te vinske degustacije v temi, pa smo bili v Sukošaku, v Puhovem muzeju, pa še nekaj takih, imeli smo 10 različnih strokovnih ekskurzij.
No, tako da obveščanje javnosti, ja, napravlja se je spletna stran v sklopu projekta Industriopolis.eu, lahko si pogledate, še vedno je to projektna spletna stran, ni tržna, se bo pa z tega postopoma oblikovala tržna stran. In pa potem na koncu ta tura, no, tako da to je nekaj tako najbolj oprijemljivega, pa bi si mogoče samo malo, da vidim, kako sem jaz to. Ja, samo to, da še povem, glede na to, da kolega Niki se je s temi digitalnimi vsebinami ukvarjal, multimedijski material, v glavnem pridobili smo od vseh teh muzejev in pa z Pokrajinskega arhiva zgodovinske fotografije, pol je napravil številne pobarvanke, kjer je črno-bele fotografije pobarval, koloriziral s pomočjo umetne inteligence, pol je napravil tudi številne videoposnetke, to si ne bomo imeli časa pogledati, tisto, kar sem vam poslala za tekstilno industrijo, in pa fotografije obstoječega stanja, ki so, bom rekla, kako naj rečem, klasične in pa z dronom, no, dron posnetki so še bili. Za AR vsebine pa je na določenih geolokacijah tudi postavil številne točke in je preko Adobe Aera potem preko QR kod to tudi inštaliral, da so si ljudje to lahko na zaključni turi tudi pogledali. Tako da to, ja, to je recimo primer ene take, ampak tega ne bomo zdaj v celoti gledali, tako da to je primer za tekstilno industrijo, ne, enega videoposnetka. Zdaj, testna tura je trajala, kot sem rekla, dobrih 9 ur, pa smo kar nekaj točk spustili, pa partnerjev mislim, da je bilo malo več, smo pa šli iz središča mesta, pa potem v vse te poslovne cone. Zdaj bi pa vas jaz prosila, če mi tukaj nastavite sam tisti videoposnetek, pa še sam tisto pokomentiram, pa povem, kako naprej pa neham. Ne, zdaj pa bo, superca. No, začeli smo na Lentu, ravno tukaj pri Fanji in Rozi, ne, to je taka družinska zgodba. Fanja je bila v bistvu splavarska mamica, tu smo začeli s tistim obrtnim delom in prvo je bilo splavarstvo, ne. To smo imeli divko oziroma kavni nadomestek, včasih ni bilo kave za dobiti, tako da smo bolj ležerno stopili v nov dan, ne, in sem kar tukaj razložila potem zgodovino splavarstva. Potem smo se odpravili proti hiši Stare Trte, nisem želela preveč Stare Trte omenjati, ampak sem morala, ne, ker so bili tudi predstavniki Zavoda za turizem prisotni, ampak sem se bolj osredotočila na samo vinsko trgovino in pa predvsem na vinske vojne, ne vem, če Maribor pa Ptuj sta bila 270 let v vinskih vojnah, tako da smo o tem. Pol smo imeli usnjarstvo, to mi sliki Cidal gor, tukaj na trgu smo govorili o izvožčkih, postrečkih, tam pri mostu o furmanstvu, o branjevstvu, pol je vmes pri Zlatarju nekaj povedala dr. Valentina Bevc-Varl iz muzeja, tu je žarnica, tako da smo iz obrti počasi preko elektrifikacije prešli na področje industrije. To je spet, ne, vinska ta zgodba, sicer v Vinak nismo mogli stopiti, ne bom zdaj razlagala, zakaj, ampak hecno je, ker sem Vinogovo klet prevzela od 1.8., tako da so me pol z Ljubljane klicali, ampak so bili tako prijazni, v moji kavarni so nam Mariborčanko ponudili, ne. To je taki antipod Mariborčanov, to zdaj novi lastniki na novo delajo. No, pa smo šli pa v tale muzej NO, kjer smo si ogledali njihovo stalno razstavo, posvečeno mariborski industriji, kjer imajo številne eksponate. Te nekdanje mariborske, no, to super, to je bilo najbolj luštno, ne, to je peš del se je končal, smo šli pa na avtobus, to je stari Tamov Pionir, letnik 51, predelan v avtobus, tako da smo krožno sedeli, boste videli, in za gospoda smo dobili tudi častno uniformo od teh društva šoferjev in avtomehanikov, tudi iz 50 let. Tako da tu potem se vidi, ne, ta primer, da smo nekaj digitalno tudi kazali, ne. Ja, to so tamponi, to dela Sukančana, če se sprašujete, tiste nitke, to delamo v Mariboru, ne, to skoraj celotna svetovna proizvodnja, pa tudi verjetno nitke, ki jih imate v avtomobilih. Bingo, malo za nostalgijo, čeprav je celotni moment bil nostalgičen. Pa smo šli v Melje, tukaj je območje nekdanjega MTT-ja, tukaj nas je pričakal zadnji še zaposlen nekdanji delavec MTT-ja, no, gospod Marjan, potem smo imeli umetniški utrip v sami prazni hali, moški pevski zbor Slava Klavora Maribor, potem smo šli na pričrpališče Melje oziroma na jez v Melju, kjer nas je pričakal direktor Dravskih elektrarn, nam je tudi razložil, jaz sem bila tukaj prvič, moram povedati, no, ker načeloma to ni odprto in je zelo zanimiva perspektiva na mesto, ker elektrarna ne gre čez celo Dravo, ampak se konča na sredini. In dobro, niso ravno Niagarski slapovi, ampak res je bila percepcija neverjetna. Potem smo šli v te rove Tezno, ne, tam, ko sem povedala, sem doma, smo šli si pogledati malo, kaj se je takrat dogajalo, sicer po skrajšanem programu, samo neke highlighte, morali smo pa tam Europe izpustiti, ker smo bili že malo prepozni, tako da to so ti rovi.
Zatem smo se pa podali potem postopoma na Studence, to bo pa zdaj prišla fotografija, smo se peljali pa na območje Studencev, tam smo si pa pogledali ravno to Slovenske železnice, vleka in tehnika, nekdanje centralne delavnice južnih železnic, kjer danes remontirajo dizelske lokomotive, tako da smo vse to spoznali, tisti, ki imate otroke, jaz jih nimam, tisti neki vlakec Tomažek, pa te zadeve, če koga zanima. Pa še v Kibla portal, to verjetno tudi poznate, gre za revitalizacijo enega industrijskega prostora, torej stale industrijske hale, kjer je ena večjih galerij na tem območju. In na koncu smo končali v gostilni Pri Moniki, ki bomo rekli, je taki pajzel, če bi šli noter, zgleda, kot da je v 70 letih vse obstalo in je bilo v bistvu super. Tako da bi jaz mogoče Natašo izvala, če smem, Nataša, glede na to, da Nataša niti nas ni poznala, niti te zgodbe, kako se ti je v bistvu zdelo, da lahko poveš nekaj še svojega? Nič ni dogovorjeno. Jaz moram reči, da sem se dvakrat tako zjokala, ker si nas popeljala po enem času, ki je nekoč bil, pa ga nažalost ni več. V mariborski industrijski tovarni nas je pričakal prav človek, ki je bil tam zaposlen in povedal nam je, kako je bilo takrat, ko so imeli vrtec, pripeljali so otroke ob 7, ob 3 so šli domov, imeli so vse mogoče, no skratka, to je bilo kar malo ganljivo, pa malo žalostno. Drugo je bilo pa s to mariborsko tovarno tam in tam v rovih. Ja, lepo pričevanje, lepa zgodovina, iz katere bi se mogoče lahko kaj naučili za prihodnost, sam toliko. Pa hvala, Barbara, pa hvala, ekipa. No, tako da, zdaj pa, če gremo, čeprav se lahko to suče, no, saj nič ni narobe, če se suče zadaj. Sam, kar sem htela za prihodnost povedati, torej mi še naprej raziskujemo, v kratkem se bodo oblikovali potem vsi ti modularni produkti. Nekaj naročil smo že dobili, tako da testne ture že potekajo. Kibla portal me je zdaj 2-krat naročil v sklopu njihovega projekta Rescue, če poznate, ker gre tudi za revitalizacijo nekdanjih industrijskih območij, tako da smo imeli enkrat vodenje samo po Studencih, enkrat pa kombinacijo Studenci in Tezno. Potem, ker so bili tudi predstavniki občine prisotni na naši testni turi, smo potem sodelovali pri Turistični zvezi Slovenije v sklopu tistih najtematskih poti, pa kaj še bilo takega. No pa zdaj z muzejem sodelujemo. Ivana je dobila recimo službo v muzeju, tako da recimo, da je to nekaj. Tudi mene so poklicali, če bom zdaj prevzela še ta vinogradniški muzej oziroma muzej najstarejše trte, ki se pa odpira na Martinovo. Tako da lepo vabljeni v Maribor, kaj naj vam rečem. Ja, hvala.